Gremo naprej k drugi zgodbi danes. IDF in mejna policija v Izraelu sta danes neuspešno poskušala odstraniti nepooblaščeno postojanko, ki jo je skupina izraelskih civilistov postavila v palestinskem mestu Kusrah na Zahodnem bregu, nedaleč od Nablusa. Potem, ko je bil vojaški načrt očitno razkrit medijem, je na območje prišlo več 10 izraelskih aktivistov, ki so podprli postojanko. No, zdaj že 3 dnevi trajajoča epizoda vključuje začasno zasedbo palestinske hiše in obkolitev druge. To sledi podobnemu nepooblaščenemu prevzemu palestinske hiše, lahko rečemo, v drugem bližnjem mestu pred nekaj tedni in občutnem porastu nasilja ter vse daljšem seznamu provokativnih dejanj izraelskih civilistov na spornem ozemlju. Z nami je Daniela Weiss, je vodja gibanja naseljencev Nahalat, tudi nekdanja županja Kedumima. Hvala, da ste se nam nocoj pridružili v oddaji. Je poudaril, da dejanja v Kusuri niso odobrena in da bodo tako civilisti kot tudi varnostno osebje, ki sodelujejo v nezakonitih dejavnostih, odgovarjali za svoja dejanja. Toda iz posnetka zdi se, da gre predvsem za mlade fante, moške, morda najstnike. Poglejte, razumem, da to ni terorizem, kot so ga Palestinci opredelili na teh območjih. Seveda, vem se to. Ampak ali lahko trenutno upravičite in razložite to dejavnost? Po mojem mnenju gre zdaj v bližini Kusraha in na drugih krajih za nenehen boj za območja, ki so jih zasedli Arabci. To je ravno nasprotno od tega, kar poročajo mediji. Oslovski sporazumi jih Arabci ne spoštujejo in to, kar te mladi fantje in ne samo oni, tudi sama se vključujem v prizadevanja za zaščito državne lastnine, ki bi jo bilo treba sprostiti in uporabiti za razvoj judovskih skupnosti. In to se dogaja nenehno. Začnimo z delitvijo ABC, ki je bila že na začetku delitev po oslovskih sporazumih. Prav. Območja ABC so že od začetka umetna. Toda tudi za to umetno delitvijo so tisti, ki si prisvajajo zemljišča na območjih C, Arabci. Kar počne mlada generacija naseljencev je, da poskuša zaščititi državno zemljo za prihodnji razvoj naselbin. In to Arabci seveda ne sprejemajo. Pravim seveda, ker jo želijo za svoje vasi, mi pa jo ohranjamo za prihodnost naših skupnosti. Ni dvoma, da je sporno. To je stalen konflikt. Ni dvoma, da je to sporno ozemlje. In to lahko vidim. Ampak rad bi izpostavil še en vidik tega. Ampak nasplošno, veste, Izraelci, in bom govoril nasplošno, lahko razumejo, veste, sovražnost do Palestincev na teh območjih, ki pa se skozi desetletja izraelskega naseljevanja tam ni izrazila ali pokazala v obliki jemanja pravice v svoje roke. Zato zagovarjam to skupnost. Ampak spopadi z vojsko, veste, to so navadni moški in ženske iz vse države, ki služijo verjetno najtežjem trenutku v zgodovini IDF. Kontrolne točke, veste, soočenja z njimi. Veste, to spopadanje z lastnimi ljudmi se meni in večini Izraelcev zdi neopravičljivo. Govoril bom morda o najbolj neopravičljivem delu te zgodbe. Ali nas to verjetno bolj razdvaja, kot pa zastrašuje Palestince? Veste, kakšen je vaš odgovor? Povedala vam bom, kot oseba, katere družina je del vojske, mislim, člani moje lastne družine služijo kot častniki. Ja. In vojaki v vojski, tudi pri nas doma, za mizo, mojim pravnukom so njihove matere rekle, da so njihovi očetje v Siriji. Nič ni za skrbeti. Ko pomislim na to, da je bila Sirija nekoč najbolj strašen sovražnik. Mislim, da je postavljanje neke vrste soočenja med vojsko in naseljenci zelo umetna stvar. Mi smo eni in isti. Mi smo vojska, mi smo naseljenci. Ampak to je posledica tega, ta dogodek. In vem to. Poglej, ljudje, ki živijo na teh območjih, vključno s tvojo družino, vem, da služijo na izjemno visokih ravneh. So junaki Izraela in trenutno, brez dvoma, so zelo motivirani za služenje državi. In to je nekaj, na kar so skupnosti upravičeno ponosni. Ampak to res povzroča kritike. Torej, mislim, da vlada naredi veliko napako, ko sili določene postojanke. Hvala Bogu, v zadnjih 2 letih
je veliko povečanje števila naseljencev, zahvaljujoč Smotriču, Izraelu Katzu in Netanjahuju. Ampak še vedno poteka razprava o območju B. In jaz zelo podpiram naseljevanje državnih zemljišč na območju B, ker so sporazumi iz Osla izgubili pravico do obstoja zaradi 7. oktobra, zaradi nenehnih napadov. Pred kratkim smo slišali za napad, ki se je končal z 2 umoroma v bližini vasi Tel. Kakšen je bil namen napada? In videli ste to, govorimo o videih in slikah, ki prikazujejo, kaj se dogaja. Kakšen je smisel, da kamenjajo ljudi, ki gredo na pohod? In videli smo prav to, da so ljudje hodili na pohod in da je bilo to povsem naravno dejanje. Ničesar niso zasegli, nič niso se soočali in potem kamenjanje. Kamenjanje je postalo nekakšen šport na olimpijskih igrah. In še huje od tega, še huje od tega, za kateregakoli Palestinca Zahodnega brega razumejo, da so grožnje resnične in veliko bolj ostre kot tiste, s katerimi se soočajo. To ni Zahodni breg. Je ozko območje, to je glavni del od reke do morja. Izraelovo rojstno mesto je na tem bregu. In to ni breg, to je glavno območje. To je Beit Betel iz Svetega pisma. To je Šilo iz Svetega pisma. Uporabljen izraz, ki je mednarodno priznan in prepoznavan. Vendar seveda njihova retorika to vključuje. Veliko več kot pa to, kar opredeljujemo kot Zahodni breg, seveda. Daniel Weiss, hvala, ker ste bili. Hvala, da ste bili z nami na to temo. Hvala, da ste delili svoje mnenje. Pomembno je, da to sliši tudi svet. Hvala. Hvala. To temo prinesimo tudi v studio. In Jonatan, mislim, recimo takole, nasilje na Zahodnem bregu, ki ga trenutno izvajajo Judi, ne glede na to, ali je upravičeno ali ne, trenutno povzroča veliko slabe publicitete za Izrael. Kritike, mislim, označujejo ga celo kot judovski teror. Tudi ljudje, kot je Brad Stevens, ki nas sicer vedno podpirajo. Opiši te zapletenost, možne rešitve in tveganje nečesa podobnega celo državljanski vojni, veš, v takšnem okolju za Izrael. Zadeva je izjemno zapletena. Smo 34 let po Oslovskem sporazumu. Moram reči, da se strinjam z nekaterimi stvarmi, ki jih je povedala Daniela, ker obstaja dogovor. In večino teh let so ga Palestinci resnično uničevali, medtem ko je Izrael gledal stran. In ta resničnost se zdaj spreminja. Kar vidimo je, da Izrael zdaj prvič dejansko postavlja po robu. Nekaj tega je institucionalnega, z gradnjo številnih novih naselij in z znamenitimi ali razvpitimi kmetijami, odvisno od vašega pogleda. So zelo pomembne pri dejanskem zavzemanju ozemlja in ustavljanju širjenja arabskih naselbin, nezakonitih, na območjih C in B. In kar zdaj vidimo, so okrepljeni spopadi. Zdaj obstajajo strukturne težave, izraelske strukturne težave v Judeji in Samariji. Prva in najpomembnejša je, da ni dovolj ukrepanja organov pregona. Dejstvo, da vidimo te dogodke in dejstvo, da policija in IDF potrebujeta veliko časa, da se odzoveta na to in se trudita. Ukrepati. Ja, in to je težava, za katero mislim, da ne bi smela presenetiti nobenega izraelskega odločevalca. Organi pregona, predvsem policija, bi morali veliko odločneje ukrepati proti izraelskim civilistom in izraelskim samooklicanim varuhom reda. In jaz močno, obsojam vsakega Izraelca, ki počne nezakonite stvari, ampak še posebej tiste, ki grozijo ali napadajo izraelske varnostne sile. To je res zadnja stvar, ki bi jo morali početi. In mislim, da to sicer omadežuje, zakonite, pogumne in domoljubne državljane z podobo, da so v resnici niso si tega zaslužili.